To je žalostna zgodba, za katero upam, da ne bo doletela nobenega izmed vas. Ja, v kriptu so možni veliki dobički, ampak kaj se zgodi, ko investicija ne doseže pričakovanj? Lep pozdrav in dobrodošli v tokratnem posebnem videu. Večina mojih investicij v kripto se je ponavadi dobro obnesla, ampak so tukaj tudi projekti, v katerih sem izgubil vse. In tukaj v tem videu vam jih bom zdaj razkril. Ta video pa delam zato, ker vidim ogromno ljudi zdaj v tem času, ki delajo popolnoma iste napake, kot sem jih jaz. Seveda v upanju, da se te napake prepreči. Pa pojdimo kar naprej na prvi tak kriptoprojekt, to je bil EOS oziroma tako zvani The Ethereum Killer. Za tiste, ki se morda spomnite, EOS je obljubljal eno izjemno revolucijo v kriptosvetu, izjemno skalabilnost, nizke stroške transakcij in enostaven razvoj aplikacij. Njihov ICO je bil izjemno uspešen. Se je pa malo zatem njihova platforma začela srečevati s težavami, naprimer centralizacija. Njihov sistem DPoS je moč koncentriral v rokah majhnega števila delegatov, kar je sprožilo pomisleke glede upravljanja in varnosti. Potem so bile tukaj tehnične težave. V zgodnjih fazah so se pojavljale težave z zastoji in zamudami transakcij, kar je vplivalo na uporabniško izkušnjo. Tukaj je tudi en zelo pomemben problem – pomanjkanje zanimanja razvijalcev. Namreč, kljub svojim obljubam, EOS ni privabil zadostnega števila razvijalcev in uporabnikov, da bi ustvaril živahen ekosistem aplikacij. In potem je tukaj še konkurenca, kar je čisto običajno na hitro razvijajočem se kriptotrgu. Recimo druge platforme, kot sta Binance, Smart Chain in Solana, so ponudile podobne funkcije z boljšo izvedbo in večjim ekosistemom. Poleg tega so bili tudi udeleženi v raznih mračnih poslih, če se lahko tako izrazim. Njihov ICO namreč sploh ni bil registriran ali je bil nepravilno registriran, za kar je moral tudi EOS plačati, oziroma Block One je moral plačati SEC-u kazen. In posledica? Vrednost žetona EOS je močno padla od svojih najvišjih vrednosti leta 2018. Projekt se danes uvršča med neuspešne, platforma pa se spopada z nizko aktivnostjo in pomanjkanjem inovacij. Ampak kakorkoli že, moja izguba v tem projektu ni bila nikakor niti malo primerljiva z izgubami v naslednjih dveh projektih. In naslednji projekt je Substratum, platforma, ki se je potegovala za decentralizirano spletno gostovanje, ampak ni uspelo privabiti dovoljšnega števila uporabnikov. Pa si poglejmo najprej njihove obljube. Substratum je obljubljal decentralizirano spletno gostovanje, kjer bi imeli uporabniki nadzor nad svojimi podatki in bi lahko prejemali nagrade za zagotavljanje virov omrežja. Svojo inovativno tehnologijo blockchain je želel revolucionalizirati spletno gostovanje in ponuditi alternativo uveljavljenim ponudnikom, kot sta GoDaddy in Namecheap. Ampak njihova platforma se je soočala s številnimi izzivi. Prvi je bil tehnična kompleksnost. Namestitev in uporaba Substratuma sta bila za nekatere uporabnike preveč zapleteni. Potem ta drugi problem – pomanjkanje aplikacij. V zgodnjih fazah ni bilo veliko aplikacij ali storitev, ki bi delovale na platformi Substratum. Tretji problem – majhna uporabniška baza in to kljub izjemnemu trženju, ki so ga imeli. Projekt se je namreč tržil vse povsod, celo Datadash ga je promoviral. Ampak kljub temu Substratum ni uspel privabiti zadostnega števila uporabnikov, da bi ustvaril živahen ekosistem. Potem razlog številka 4 – konkurenca, seveda. Pojavile so se druge platforme za spletno gostovanje, ki so predstavljale močno konkurenco. Potem je razlog številka 5, ki ga ne smemo pozabiti. Substratum CEO je imel kriminalno preteklost. You're part of the pump and dump groups. Raise your hand if you've been part of one. I'm raising my hand. Ampak hej, jaz verjamem v druge priložnosti.
Tudi precejkrat sem že videl ljudi, ki so svoje življenje kompletno obrnili v pravo smer. Potem 6. razlog, to je bil eden izmed žebljev v krsto substratuma. Začeli so trgovati svojimi ICO sredstvi, kar je marsikateremu investitorju pognalo oziroma so s tem dejanjem zaznali rdeče zastave. In na koncu razlog številka 7, to je tudi finalni žebelj, ki je substratumu zadal končni udarec. Binance ga je odstranil iz svoje platforme. To se je zgodilo leta 2019, kar je projektu zadalo hud udarec in še dodatno zmanjšalo njegovo likvidnost. Vrednost žetona SUP je tako močno padla od svojih najvišjih vrednosti leta 2018. Platforma je danes praktično opuščena z minimalno aktivnostjo in brez vidnih načrtov za prihodnost. In tukaj je še projekt številka 3, ta mi je bil zares všeč in to je bil Poet. Poet se je potegoval za decentralizacijo ustvarjanja vsebin. Torej, na nek način avtorske pravice na blockchainu. Poet je obljubljal revolucijo v svetu ustvarjanja vsebin z decentralizirano platformo, kjer bi imeli avtorji popoln nadzor nad svojim delom in bi lahko prejemali pošteno nadomestilo za svojo ustvarjalnost. Platforma je s tehnologijo blockchain zagotavljala nespremenljiv zapis o avtorstvu in lastništvu vsebine. Zdaj, ta projekt je bil kar izjemno popularen in tudi meni je bila ideja izjemno všeč. Ampak se je soočal s številnimi izzivi, kot na primer, platforma namreč ni uspela privabiti zadostnega števila ustvarjalcev, potrošnikov ali razvijalcev, da bi ustvarila živahen ekosistem. Potem so bile tukaj tehnične težave. V zgodnjih fazah so se pojavljale težave z delovanjem platforme in uporabniško izkušnjo. Potem ta tretji je bil sigurno problem, ki je marsikoga odvrnil od projekta. Spreminjajoča se vizija. Vizija projekta se je namreč s časoma spreminjala, kar je zmedlo uporabnike in otežilo pridobivanje podpore. In seveda je ponovno tukaj tudi konkurenca. Pojavile so se druge platforme za ustvarjanje vsebin, ki so ponujale podobne funkcije z boljšo izvedbo in večjim ekosistemom. Tudi temu projektu je Binance zadal zadnji žebelj v krsto. Leta 2020 ga je namreč umaknil iz svoje menjalnice. In posledica vsega tega je, da je platforma Poet leta 2021 prenehala delovati. Prav platforme ni več, njihove spletne strani tudi ni več. Projekt je praktično v celoti opuščen. Vrednost žetona je padla na praktično nič in večina vlagateljev je izgubila ves svoj denar. Zdaj, jaz sem prodal malo zatem, ko je bil delistan z menjalnice Binance, ampak z veliko izgubo. Zdaj, kaj hočem jaz s tem videom povedati? Želim vam povedati o svojih napakah, ki so me vodile v izgubo. Prva napaka je bila vsekakor ta, da sem se emocionalno navezal na projekte. Na račun tega nisem spremljal ali pa sem celo spregledal kakšne signale. Druga napaka, ki sem jo delal te projekte, sem jaz namreč nameraval držati dolgoročno, torej hodl. V kriptosvetu namreč velja neko nenapisano pravilo. Hodl samo Bitcoin in Ethereum. Ker poglejte, kaj se lahko zgodi z drugimi kriptoprojekti. Lahko propadejo in dobite ven samo velike izgube. Poleg tega je tudi tukaj velika konkurenca v kriptosvetu. Nek projekt, ki je lahko naslednja velika stvar, je lahko samo za vogalom. In kaj se bo zgodilo? Ves denar bo šel tam. Tukaj predvsem ciljam na Kaspa hodlerje. Bodite previdni. Čeprav je Kaspa res dober projekt, se lahko njegova konkurenca prikaže naslednji mesec. Kaj bo pol? Potem je tudi tukaj ta nevarnost, da že dobro uveljavljeni kriptoprojekti ne dosežejo več takega hajpa, kot so ga prej. Poglejte Ripple, XLM v prejšnjem bikovskem ciklu. Niti svojega all-time high niso dosegli. Tako da vsi, ki so upali na to, so v bistvu ostali s praznimi boršami, če se lahko izrazim po domače. Tretja napaka. Ko je čas za prodat, je treba prodati. Tukaj se spet malček dotikamo te emocionalnosti in navezanosti na projekt.
Vsi ti projekti so dosegli izjemne vrednosti. Poglejte Poet, mislim, da je dosegel na svojem vrhuncu 22 centov. In takrat bi moral prodajati. Ampak ne, takrat te zagrabijo une emocije in si misliš, saj to bo šlo še višje. Zdaj bi bil pa res neumen, če bi prodajal. Ampak ne, enkrat je treba pobrati denar iz mize. Tukaj ciljam tudi predvsem na tiste, ki imajo take strategije, ki se ne obnesejo ravno najboljše. Recimo, prodal bom čez 1 leto, čez 2 leti, čez 5 let. Ali pa prodal bom takrat, ko bo 100-kratnik, 200-kratnik, 1000-kratnik. Te strategije se izredno slabo obnesejo v svetu investiranja. To pa zato, ker se spet emocionalno navežeš na določeno tarčo. No, to je to, jaz upam, da vas nisem zamoril s tem videom, ampak o takih stvareh se je treba pogovarjati. Zato, da se učimo med sabo in si delimo izkušnje. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če želite morda postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. Prvi paket vam omogoča dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge, recimo delniške in trg žlahtnih kovin. Ta drugi paket višje, pa vam da dostop tudi do Discorda, kjer delim z vami, kaj trenutno gledam tudi v manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini, kjer se je nabralo že kar nekaj indikatorjev. Vse, kar so do momenta nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje na spletni trgovini in nekateri lahko tako celo nakupujejo zastonj. In ko sem že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Kot že omenjeno, tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. In poleg tega je tukaj indikator ARI, ki sem ga kompletno spisal na svoji ideji, prikazuje pa vam, kje na kriptotrgu oziroma kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o teh kriptoprojektih, pri katerih sem bil udeležen in sem bil deležen potem izgube. Se strinjate s temi lekcijami, ki sem se jih naučil in zdaj tudi delil z vami, ali se ne strinjate, sem mogoče katero pozabil? Ste mogoče vi bili udeleženi v kakem takem kriptoprojektu, kjer ste izgubili praktično vse? Dajmo se pogovarjati o tem. Kar napišite mi spodaj v komentarje pod videom in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Dajmo deliti svoje izkušnje, da morda komu drugemu pomagamo razbistriti glavo. In vesel bom seveda tudi delitev tega videa, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za koga drugega. No, na tem kanalu se še obetajo mnogi taki in podobni videi, še posebej bomo pa spremljali ceno Bitcoina. Zdaj je v tej konsolidaciji že več kot 90 dni. Kam se nagiba, bikovsko ali medvedje? Je morda bikovska zastava ogrožena? Bo sploh kdaj dosegel 100 000? Vsekakor teh videov se ne bo splačalo zamuditi, zato vsekakor svetujem, da se naročite na kanal in nastavite na obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil in to čim ga uploadam gor. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.